Dober večer in pozdravljeni na ta hladen junijski večer. Če boste ostali z nami in našimi gosti, bomo poskrbeli, da se boste vse malce ogreli. Za glasbo je nocoj zadolžen Tilen Pusar, povabili vas bomo na koncert Piše se leto, poklepetali z našim legendarnim receptorjem Luko Šušlekom, ki pozna vsak kotiček naše televizijske hiše in ljudi. Izdal nam bo marsikatero dogodivščino in morda tudi skrivnost. Saj na nas pazi že več kot 35 let. Naj vas tudi povabim, da se pridružite akciji strpnosti in akciji Ženske za planet. Dobrodošli torej v naši družbi, začnimo pa z glasbo Tilen Pusar in Notranja moč.
Takole, torej Tilen Pusar. Tilen, prosim, če prisedeš k nama, da te predstavim boljše našim gledalcem, prav tako tvojega skrbnika, da takole rečem, menedžerja po moderno oziroma promotorja Silvo Bezjak. Dober večer tudi vam. Dober večer. Drugačna glasba, kot smo je vajeni od slovenskih glasbenih izvajalcev. Tilen, Inner Strength, sicer naslov prve pesmi, ki smo jo nocoj slišali. V angleščini sicer si tudi izdal ploščo. Kako to? Zakaj takšna odločitev? Odločitev za ploščo? Glasba imaš vse. Jaz sem v bistvu 20 let čakal ali pa še malo več na to priložnost, da sem dal glasbo ven iz sebe. Zvezde mi niso bile čisto naklonjene, ampak nekako po 30. letu je ta želja, strast toliko vrela v meni, da sem pač moral vse prirediti v življenju, da sem začel to delati. Inner Strength, notranja moč, zato ker je bilo to v mojem najtežjem življenjskem obdobju, ampak tudi najlepšem življenjskem obdobju sem bil in sem pač napisal tale album. Promotor, kakšna je vaša naloga, gospod Bezjak, zakaj skrbite za promocijo Tilna povsod po svetu, bomo takole rekli? Že letos je odigral kar več kot 45 koncertov. V bistvu bom rekel takole, da v bistvu mi dva orjamo eno ledino, katera recimo v Sloveniji še ni znana, oziroma so marsikdo poskušal, pa jim to ni uspelo. Mi dva v bistvu smo naredila v slabih 2 mesecih stvar, da smo spravila do turneje. To je zaenkrat 14-dnevna turneja po Londonu oziroma Angliji. Pogovarjamo se, da bi tudi šli na drugo stran sveta, to je v Bollywood. Tako da bo rekel čist drugi pristop k samem trženju. Ni zato samo v bistvu biti promotor. Može biti prvo začuti to glasbo, pa biti človek na mesto. In verjeti v to in tudi biti bolj na prijateljski bazi delati, ampak tudi poslovno zelo dobro izpeljati stvar, ker ta stvar je, bi rekel, zelo velike, ima razsežnosti. Ja, ambicije, kot slišimo, imata velike. Slovensko tržišče te torej Tile ne zanima? Slovensko tržišče me zelo zanima. V tem prvem letu mojega delovanja imam 45 koncertov za sabo, moram reči, Slovenija ima čudovito občinstvo, jaz sem zelo navdušen. Marsikdo se mi zjoka na koncertih, eni plešejo, vse živimo, skratka na čustvih je poudarek. In ljudje so izjemno odprti za nov pristop k glasbi, ko v bistvu ni nov, to se je delali že, pa v svetu se dela, ne vem, Santana, Satriani, Steve Vai, to je v bistvu najbolj zahtevna glasbena kategorija. Ampak seveda, če štartaš glasbo, štartaš za cel svet, ne za... Poješ, ne? Ne, samo igram, ni prostora za vokal. Pojem ja, drugače, lepo pojem. Torej, samo kitara in ti. Je to ključ do uspeha, da prepričate tudi v Bollywoodu? Zakaj Bollywood ne vse zadnje? V bistvu takole, da ti ljudje, ko so me povabili v bistvu na tole angleško turnejo, moram poudariti to, kaj je v bistvu tista ledina. Tilen je prvi izvajalec, katerega bo svet povabil vse nas stroške tega naročnika. V bistvu mi nima dobenega stroška. Ena zanimivost, iz koncerta na koncert se bo nastale naročnik prevažal za helikopterjem. Snimala bo ekipa, ne vem, mislim, da BBC-ja, veliko medijev se zanima v Londonu. Zakaj pa tale Bollywood? Zaradi tega, ker tile poslovni partnerji v Angliji so v bistvu indijskega rodu. In bom tako rekel, da je že bil nekakšen pogovori, so že stekli v tej smeri. In zanimivo je za Bollywood, zato ker tako je rekel, da to je glasba, to ni besedil. Ni besedila, ni jezika, tako da glasba nima meja, lahko gre po celem svetu. Bi se Tilen morda preizkusil tudi kot filmski igralec v Bollywoodu? Malce eksotično, pa vseeno bi izgledal, ne? Če bom imel kaj časa med koncerti, zakaj ne? Drugače pa dejansko ta bangladeško-indijska naveza, bom rekel, naš promotor gor, Shahin Ali, moram ga po izjemno dober človek, ki je bil prejšnji teden pri nama na 3-dnevnem obisku s prijateljem in spet bom rekel, ključ vsega je to, da je on začutil to glasbo in zato je povabil naju oba gor. Vse je na srcu, vse delamo srcem, v tem je štosno. To odpira vrata. Lepo, da sta prišla nocoj k nam na obisk in Tilen, tebe bomo slišali čez celotno oddajo, da nam boš predstavil še kar nekaj pesmi. Hvala lepa torej za enkrat. Mi pa smo, zdajle je na vrsti nagradna igra za koncert Piše se leta.
V nocojšnji oddaji nadaljujemo nagradno igro za letošnji tradicionalni koncert Piše se leto, ki bo 14. junija v Ledni dvorani v Mariboru. Ja, če si želite zaslužiti prosto vstopnico za koncert, odgovorite na nagradno vprašanje. Nocoj vas sprašujemo po vsaj 3 nastopajočih, ki bodo nastopili torej na letošnjem že tradicionalnem 21. koncertu. Naši telefonski številki sta se vam izpisali, 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Tako je, in medtem ko čakamo na vaše klice, pokličite, torej sprašujemo za vsaj 3 izvajalce za koncert Piše se leto, ki bo naslednji petek v Ledni dvorani v Mariboru. Vstopnica vas čaka, pokličite nas, mi pa si privoščimo torej znova glasbo Tilen Pusar in Snow Girl.
Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go on its way. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more slinky Vogue dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Ja, lep dober večer pa želim našemu posebnemu gostu, ki je zvest naši RTV hiši že skoraj 35 let in pozna vsak kotiček marsikaterega novinarja, radijskega napovedovalca ali televizijskega voditelja, pa tudi glasbenika, politika, športnika in seveda še koga in seveda tudi marsikatero skrivnost. Luka Šešlek, dober večer. Dober večer, me veseli. Dober večer, tudi mene veseli. Seveda, vi ste opravljali delo receptorja skoraj 35 let in to je kar nekaj generacij, ste dali skozi marsikateri bolj ali manj znan obraz in zdaj odhajate v penzijo, tako po štajersko, da rečemo, ne? Ste že v penziji. Še ne boje okalo, kot smo videli na posnetku, Luka? Kaj bi rad rekel? Najprej zadovoljen sem, da sem enkrat v studiu. Čeprav je mala trema, ker nikoli nisem bil pred kamero, zmeraj sem bil za in tam se lahko zezaš, ne. Tu pa ni več heca, ne. No in prvič ste pred kamero, če se ne motim. Prvič. Kako vam je všeč? Vam je kaj žal zdaj, da niste bili večkrat? Ni mi žal ravno. Tu moraš imeti kilometrino, da postanem sproščen, se mi zdi. Kaj se pa moje službe tiče, recimo, sem srečen in ponosen, da sem bil v tej ustanovi toliko let, ker kolektiv je enkraten. Spoznal sem ogromno ljudi, kar jih drugače ne bi. Od zvest, estradnih, ki so začeli pri nas, potem tudi od vseh naših vodilnih politikov, ki so se ustavili v naši hiši. Ste si morda še koga posebej zapomnili? Je bil morda še kdo posebej prijazen ali pa nerazpoložen tudi, da takole rečem? Ste na koga se zelo skregali ali pa kaj podobnega, Luka? Tega se ne spomnim, ker nekega kreganja posebnega ni bilo nikoli. Ker ponavadi smo zmeraj, ali sem na šalo obrnil kakšno stvar ali bilo kaj. Ker vem, da so ene anekdote, če se spomnim, ker se je zgodila nekje 25 let nazaj, ko je bil sestanek v rdeči sobi v naši hiši, ne. In ko je prišla naša radijska sodelavka v službo, me je takoj prosila, da pričakuje nujen telefonski poziv iz Sarajeva. In me je prosil, naj prijem poklicati v tom zbor ljudi, je bil delovnih ljudi, ali kako se je imenovalo takrat. In seveda ni bilo mobitelov takrat še, ne.
ker smo pa mi ravno telefonsko centralo menjali, takrat je stara centrala ostala zadaj za recepcijo in meni naenkrat sankne, zakaj jaz ne bi tisto spipo ven slušalko pa vzel zraven, ne, pa letel v klet, v tisti prostor, pa se pohecam, da ima telefon, ne. Ja. In res, jaz si zadaj zapičim tisto kabel od telefona, slušalko v roki in prijem not. In kako so me videli, vsi ostali so vedeli, zakaj se gre, da je to šlo, to nemogoče, ne, da bi nekdo se pogovarjal po telefonu. Ona je bila pa toliko v tistem pričakovanju, da čim je videla telefonsko slušalko v roki in mene, je že mislila, da je telefon. Halo, Sarajevo. In je prebijala se levica po celi tisti sobi, da je prišla do telefona, takrat se njej odpre, da je to nemogoče, ne. Takrat sem že bil pri vratih dvigala, ne, ker sem se bal bližnjega srečanja. In to je ena taka anekdota, ker vsi so se smejali, da so dol popadali skoraj. Pa mi je bilo morda še za kakšnim sodelavcem žal, ko je odšel tudi v pokoj. Ja, mnogo Koga jih je, posebej pogrešate? Zdaj težko bi jih navedel, ker jih je dosti. Saj res, v teh letih je res veliko, ne? Ja, dosti jih je odšlo. Pogrešam tudi Zmago, Hmajerja, recimo našega napovedovalca, je bil zelo dolga leta, smo bila skupaj. Pa tudi Slavko Tičko, tehnik, pa tu še jih ogromno, ne. Vsi ostali, ki so pa živi, pa tako pričakujem jutri, da se vidimo na srečanju. Na zabavi, tako kot se šika. Ja. Moram povedati, da Luka tudi zelo lepo piše. To je vaš hobi, tudi sami ste izdelali vabila. Res je, imam nekaj, verjetno imam dar za lepo pisanje, to je res. Ker mnoge diplome, priznanja sem že napisal, pa tako. Še obrnejo na mene, ker izgleda, da cenijo bolj to, kot pa računalniško pisavo, ne. A boste kaj pogrešali delo? To mi povejte in kaj boste počeli zdaj, ko boste imeli veliko več časa? Pogrešal ne bom dosti nekih stvari. Bom sodelavce pogrešal, to ni kaj, ampak lepo je biti prost, ker rad bi malo potoval tudi kaj, ne, okrog, ker zdaj ni bilo dosti časa, ne. To je edino. Drugače pa risal sem nekoč, mogoče se bom zdaj vrnil zopet na risanje. Tako da veliko... Časa mi ne bo odveč, verjetno bo res primanjkovalo. Vse pravijo, da so upokojenci najbolj zaposleni ljudje na svetu in naj bo tako tudi pri vas, Luka. Uživajte in počnite to, kar ste si od nekdaj želeli, jutri pa obvezno nazdravimo. Točno, hvala. Hvala, Luka, in srečno. Takole je zdajle pa znova glasba. Tilen Pusar je še vedno naš gost in naslednja skladba, s katero se nam bo predstavil, nosi naslov I'm a Survivor.
To soboto bo v Mariboru potekala že 9. akcija strpnosti. Dogajanje bo potekalo na Grajskem trgu med 9. in 13. uro. Dobro večer želim Andreju Brniku. Dobro večer, Andrej. Za kakšno akcijo gre, že samo ime pove, da pozivamo k strpnosti. Kaj se bo dogajalo? Tako je, to je že zdaj 9. prireditev akcije strpnosti, ki vsako leto poteka v Mariboru. Organizirajo skupina Lingzium pod okriljem Mladinskega kulturnega centra. Tako da letos smo pripravili to soboto. Od 9. ure naprej bo informiranje mimoidočih, potem ob 11:30 pričakujemo tudi župana mesta Maribor, kar se bo zgodilo zdaj prvič v teh 9 letih, da bo tudi župan mesta Maribor se udeležil same akcije strpnosti in pozval meščane k strpnosti. Prav tako pričakujemo tudi gospoda Frangeža, da bo tudi pozval k strpnosti. Med 12. in 13. uro pa vse Mariborčane vabimo na brezplačen koncert Adija Smolarja. Adi Smolar pride torej in pa komedijantka, jaz mislim, ne? Tako, stand-up komičarka. Tudi programu povezovala Martina Ipša, tako da bo zelo fajn, zelo zabavno. Sicer kaj praviš, kakšne so tvoje izkušnje s strpnostjo v Mariboru? Smo Mariborčani nestrpni, strpni? Tako bi rekel, zadeve se izboljšujejo, ljudje so postajajo vedno bolj informirani. Jaz mislim, da najhuje, kar je strah pred neznanim, ki nečesa ne poznamo. Tudi v vsakdanjem življenju nas je nečesa strah, se od tistega oddaljimo in distanciramo. Ko enkrat nekaj spoznamo, tako je tudi pri tem, je potem vsa zadeva lažja. In je tudi sprejemanje se z leti izboljšuje, tako da bom rekel, da smo Mariborčani strpni. Morda nam predstaviš še društvo, ki organizira, kje deluje, na koga se lahko obrnejo tisti, ki tega še ne vedo. Zdaj ne gre za društvo, ampak gre za neformalno skupino, ki se imenuje Lingzium. Zdaj vse več informacij si lahko na spletni strani lingzium.org. Drugače pa delujemo od vsega začetka pod Mladinskim kulturnim centrom, ki nam je res v pomoč z nasveti, z prostori. Tako da organiziramo različne dejavnosti, od športa do druženja, do filmskih večerov, predavanj, tako da se vedno za vsakega se najde nekaj. Morda izpostaviva zabave v plesni dimenziji, ki se jih udeleži kar veliko, 200 ljudi sem prebrala nekje. Tako je, zdaj pred nekje 3 meseci smo organizirali prvi Rainbow Dance Party, skupina Lingzium v sodelovanju z plesno dimenzijo, na katerega je prišlo nekaj več kot 250 ljudi. To je čisto ena taka super zabava, pokazalo se je, da ljudje dejansko to rabijo, da je fajn, tako da to zabavo imamo tudi zdaj v soboto kot after party. Pride Maja Založnik kot gostja večera, potem imamo tudi presenečenje večera in pa udeleženci mavričnih plesov bodo predstavili, kar so se na tečaju naučili. Zanimivo in zabavno, sicer pa morda tudi povabilo 14. junija v Zagreb, a ne? Povorka, zdaj že tradicionalna 14. Tako je. Oziroma, ja, 12. V Zagrebu ali v Ljubljani? Ja, 14. ne, v Zagrebu je, ja. Ja, tako, tudi tja, drugače so pa ljudje vabljeni na vse aktivnosti v tednu Parade ponosa, ki se zdaj v to soboto začenja, ki bodo pač organizirane, in pa na samo Parado ponosa v Ljubljano, ki bo 15.6. ob 13. uri. Skratka, se kar veliko dogaja, več informacij torej pa na vaši spletni strani www.lingzium.si. Hvala lepa in veliko sreče že to soboto in pa na vseh naslednjih zabavah in sploh vaših aktivnosti, da bi bili torej tudi Mariborčanke in Mariborčani čim bolj strpni, si tudi mi želimo. Hvala lepa še enkrat za nocoj. Takole mi pa nadaljujemo znova z glasbo. Ja, nocoj se nam pa bo res do potankosti predstavil Tilen Pusar, da bomo videli, s čim bo očaral tudi Angleže z zadnjim singlom Nocoj Born Again.
Ženske za planet je ime projekta, ki te dni poteka v našem mestu. Štefan Simončič je naš naslednji gost, ki nam bo kaj več povedal o tem projektu. Dober večer. Štefan, že samo ime Ženske za planet pove, da gre za prizadevanje za večjo enakost med spoloma, imam prav? Točno tako, in že v štartu vidimo, da gost ni pravilen, da bi mogla biti ženska, ampak ker sem jaz pač edini slovensko govoreči v projektu, ki je mednarodni projekt, financiran strani Evropske unije Mladi v akciji, sem zato pač danes tukaj. Glavno, tako ste povedali, je, da si prizadevamo za večjo enakopravnost žensk. To je, se pravi, eden izmed milenijskih ciljev, ki so ga Združeni narodi nekako zastavili kot enega izmed najbolj pomembnih za trajnostni razvoj celotnega sveta, ker namreč 66% celotnega dela se opravi strani žensk na svetu. In 5% plačil se nameni ženskam. Se pravi, to nesorazmerje je izjemno veliko, ne? Mi tega ne začutimo v Sloveniji, ampak v celotnem svetu pa je ta neenakopravnost žensk zelo velik problem. Sicer sodelujejo z različnih držav kar nekaj in potem primerjate, kako je pri njih, kako je pri nas. Z katerih držav so udeleženci teh seminarjev? Odkot prihajajo? Projekt spada tudi v projekt Maribor, Evropska prestolnica mladih, tako da so iz vseh evropskih držav, skoraj prisotni iz 15 evropskih držav, plus, ki se mi zdi zelo zanimivo, iz Ukrajine, Rusije, Armenije, v glavnem iz takih držav, ko nimamo več toliko stika, ne? Tudi iz Balkana, se pravi iz Kosova, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, in se mi zdi taka zanimiva mešanica, ki lahko rečem dokaj različno gleda na ta problem. Predvsem to vidimo tekom izobraževanja, ker pač svoje lastne primere dobre prakse in slabih praks naši udeleženci se delijo med seboj, kjer kljub temu, da je, rečemo temu, projekt namenjen predvsem ženskam, prihajajo moški udeleženci, ki so večinoma krat vodje organizacij, šefi v organizaciji, in ker so oni avtomatsko šefi, mislijo, da je izobraževanje namenjeno njim in ne pustijo žensk iz teh organizacij, da bi se udeležile. No, vidite, zdaj to na praksi, ne? Kaj se vam je zdaj zgodilo? Ja, in potem, ko slišijo še, da imamo mi primer kot žensko in da, naprimer, smo, bom rekel, upam vsaj trditi, čeprav z mojih ust se to sliši mogoče malo čudno, smo, rečemo, dokaj enakopravna država napram drugim, čeprav še imamo dosti za postoriti. Seveda, saj imamo mi predsednico vlade in tako naprej, ne? Vseeno se mi zdi... Direktorice, vse naokrog nas, uspešne ženske, poslovne. Ja, to je res, ampak vseeno se mi zdi, da mogoče bi lahko imeli več župan. No, kakšna je pa sicer situacija, kaj pravijo, ko slišijo, kako mi živimo v Sloveniji, položaj ženske, enakopravnost med spoloma. Smo med bolj razvitimi v Evropi? Bolj razviti, manj razviti, tega si ne bi upal trditi, ampak bi pa povedal, da smo pred, po mojem, enim velikim problemom. Namreč, če se tako izrazim, imamo srečo, da moški živimo krajše kot ženske in ženske v teh težkih časih, ki je njihova življenjska doba daljša in preti pač revščina, rečemo temu, v Sloveniji, ne? In različni problemi, s katerimi bo soočene predvsem ženske, ki so starejše. Tako da to je en problem v Sloveniji, ki šele prihaja oziroma se že kaže in se predvsem izraža na pač, da prizadene ženske, no. Katera od držav, ki sodelujejo na teh seminarjih, pa bi lahko si jo vzeli za vzor, recimo, ki je najbolj odprta, ki da največ možnost prav ženskam? Žal nimamo prisotnih nikogar prav iz skandinavskih držav, ki jih dostikrat nekako dajejo kot vzor, ampak se mi zdi, da je Evropa v dosti boljšem položaju kot države Evropske unije so v dosti boljšem položaju kot rečem temu druge države, in tako se mi zdi, da je zelo pomembno tudi vpliv religije na ljudstvo oziroma na državljane, tako da to dosti vpliva tudi na enakopravnost žensk. Do kdaj trajajo ti seminarji? Seminarji trajajo do sobote, lahko se jih pravzaprav tudi udeleži kdo od poslušalcev. So zelo zanimivi, imamo zelo dobre trenerje iz Češke, iz Anglije, iz različnih držav, iz Latvije, iz različnih držav Evropske unije,
ki nam pač prikazujejo ta problem tudi v njihovih državah in imamo različne aktivnosti, ki, bom rekel temu, boljše razlagajo ta primer neenakopravnosti spolov. Hvala lepa, Štefan, za nocoj in uspešno, pa da drugič, prosim, z vašega društva pride kakšna sodelavka in ne sodelavec. Hvala lepa in lep večer še naprej. Mi pa nadaljujemo z nagradno igro Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru zadnjič to sezono. Ja, še zadnjič v tej sezoni se lahko potegujete za vstopnici za ogled katerekoli predstave po vašem izboru v SNG Maribor. Ni kaj veliko ostalo, glede na to, da še 14 dni, samo potem pa zaprejo vrata do septembra. Nocoj vas ne bomo mučili s kakšnimi prezahtevnimi vprašanji. Dovolj je, če naštejete vsaj eno predstavo, ki je bila na sporedu to sezono, drame ali opere in baleta. Pokličite na našo telefonsko številko in nam povejte pravilno odgovor, 02420 12 44 ali 02420 12 50, katerokoli torej predstavo, ki je igrala ali v drami ali operi in baletu. Torej 02420 12 44 ali 02420 12 50. Nocoj še zadnjič v tej sezoni 2 vstopnici za ogled predstave po vašem izboru. In medtem, ko čakamo, nekdo nas je že poklical. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Samo. Samo, dober večer. Kako ste? V redu, pa vi? Ja, tudi mi. Vas kaj jezi ta zimsko-poletno vreme? Ne. Si še kaj kurite zvečer? Ja. No, se tudi to zgodi. Povejte pravilen odgovor, čakamo. Recimo črne maske. Naprimer črne maske. Ja, samo pravilen odgovor, očitno gre za ljubitelja gledališča in njihovega repertoarja. Samo, hvala, da ste poklicali, pustite svoj naslov in lep večer še naprej. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa in lahko noč. Hvala lepa pa tudi vsem, ki ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi prihodnji teden, tudi zanimivi glasbeni gostje in kot vedno bomo povabili na obisk koga zanimivega, da poklepetamo, torej tudi prihodnji torkov večer. Lep preostanek tedna vam želim in lahko noč.